Dober večer, dragi gledalke in gledalci. V tokratni oddaji se selimo v Belo krajino, v občino Semič, ki ta mesec praznuje občinski praznik. O aktualnih dogajanjih v občini se bom pogovarjala z županjo občine Semič, ki jo najlepše pozdravljam v studiu. Lepo pozdravljeni, Polona Kambič. Lep pozdrav tudi vam. Občina Semič, najmlajša belokranjska občina, moram poudariti, si je za svoj občinski praznik izbrala dan, povezan z dogodkom iz druge svetovne vojne. Tako je. Občina Semič si je izbrala 28. oktober in to je dan, ko je bila na smuku nad Semičem 28. oktobra 1941. Ustanovljena prva belokranjska četa in seveda tudi del te semiška četa. To pomeni, da so se zbrali mladi domoljubni fantje, ki so se usmerili na Krško polje preprečevati izseljevanje naših ljudi, naših Slovencev in seveda na njihove domove naseljevati Nemce. Mi praznujemo to svobodoljubno dejanje, se pravi to idejo, to veselje in voljo do življenja, čeprav potem po nekaj dneh je ta četa tragično preminula na Gornjih Lazih, tako da tisto pa potem v sklopu komemoracije okrog 1. novembra se pa spomnimo tega dejanja, se pravi, tako kratka pot je včasih od tistega, ko imaš velike upe, velike želje, potem pa se vse razblini. Ja, in tudi letos, vsako leto pripravite spominski pohod iz Semiča na Gornje Laze in, kot ste že dejali, komemoracijo pri spomeniku na Gornjih Lazah in tako bo tudi letos. Tako je, tako bo tudi letos. Tam se zberemo vsi belokrajnci, tudi od drugod in z nekim spominom malo obnovimo te dogodke, malo premislimo, položimo tudi cvetje in svečke in se mogoče bolj zavemo, kako nam je lepo, ko živimo v svobodi, ko nimamo takšnih skrbi. Večkrat bi se morali kaj takega zavedati, če ne drugače, vsaj vsako jutro, kako smo lahko hvaležni. Res je, velikokrat pozabimo na to. No pa se povrniva k drugim dogodkom povezanih z občinskim praznikom. Kar nekaj trakov ste že oziroma še boste prerezali, ampak morda se bomo k temu vrnili malo pozneje. Najpomembnejša naložba, ki ste je zagotovo veseli v Semiču, pomembna pridobitev za kraj, za občino, je prenovljena muzejska hiša, ki ste jo predali namenu. Tako je. To je krona letošnjih otvoritev in tudi res lepo darilo našim občankam in občanom za občinski praznik. Saj smo to investicijo v obnovo muzejske hiše nekako čakali kar dobri 2 leti. V jeseni leta 2017 smo pričeli z obnovo in potem, ko je bila hiša pred enim dobrim letom obnovljena, smo pričeli s postavitvijo, pripravo vseh zbirk, ki gostujejo v tej hiši in med katerimi je res najbolj pomembna in tudi zbirka, ki smo jo v sklopu projekta Mysterion, kakor tudi obnovo muzejske hiše uredili, je zbirka Centra narave Bele krajine. Se pravi, na enem mestu je zbrana vsa posebnost belokrajinske narave in tudi na nek način opozarjanje na to občutljivost kraškega terena, kar bo možno pogledati tudi v tej zbirki. Seveda nas bo ta zbirka potem nagovorila, da gremo v naravo, da se sprehodimo k reki Krupi po novi kraški učni poti, ki smo jo tudi v sklopu projekta razširili za 2,5 kilometra, preko nove brvi čez reko Krupo, se pravi preko te reke na drugi breg, do razgledne točke in tako naprej, potem tudi do Judovske hiše in ena taka lepa krožna pešpot je nastala v sklopu tega projekta, ki smo ga seveda poimenovali Mysterion in v sklopu katerega smo seveda še z drugimi 4 partnerji naredili kar veliko v tem obmejnem območju. Cilj glavni pa je bil, da skupaj naredimo zelen čezmejni trajen turistični produkt, ki bi pritegoval nove obiskovalce
In za cilj smo si seveda izbrali na vsaki strani meje po 2500 novih obiskovalcev na leto in verjamem, da bomo s tem, kar imamo sedaj pokazati, ta cilj gotovo dosegli in tudi presegli, kajti ta zbirka Centra narave Bele krajine je res vredna ogleda, je nekaj novega, nekaj svežega, sodobnega, na interaktiven način, tako kot smo sedaj navajeni, gotovo zanimiva za otroke, za tudi odrasle, tudi za strokovno javnost, tako da bo vsak lahko našel kaj zase. Seveda je tukaj še v hiši še krajevna zbirka Semeč v 20 slikah in pa v kletnih prostorih zbirka, vinogradniška zbirka, kajti naše društvo je že slavilo 40 let svojega obstoja. In je tudi tam kaj pokazati, pa tudi kakšna degustacija se lahko izvede v teh lepih prenovljenih prostorih. Tako da hiša naj bi sedaj res živela, kajti v njej domuje tudi Tic, nazaj se vrača seveda, se je vrnil in tam bomo tudi sprejemali obiskovalce in jih potem skozi to razstavo usmerjali v naravo po tista osebna doživetja, ki jih bodo tam srečali. Ja, pomembna in velika naložba, če rečemo obnovljena muzejska hiša, morda zveni ni veliko, obnovili so stavbo, ampak gre za prizidek, gre za celovito obnovo, gre za izjemno razstavo, kot ste dejali, narave, naravne dediščine, Bele krajine in uspeli ste za to pridobiti evropski denar. Tako, vse to, celotno obnovo z servisnim prizidkom in vse to, kar sem tudi omenila, se pravi novo pot in vse, kar spada zraven, smo uredili sredstvi prekomejnega sodelovanja Interreg Slovenija-Hrvaška. Seveda smo morali tudi pridobiti partnerje na sosednji strani meje, to je občina Kamanje in pa Lag Valis Kolapis. Tukaj pri nas pa še Kompas Novo mesto in pa občina Metlika. Tako da v vseh teh krajih oziroma vsak partner ima svoj prispevek in v vsaki občini izmed teh treh imamo tudi kaj novega pokazati in vse skupaj je nekako ena zaključena celota, ki pomeni en tak lep obisk za pač naše obiskovalce, en lep zapolnjen dan ali pa še tudi kaj več. Tu smo pridobili tudi kar nekaj sredstev iz tega Evropskega sklada za regionalni razvoj. Skupaj z partnerji, se pravi celoten projekt je pritegnil dober 1 milijon evrov dodatnih sredstev. Naša občina pa je tukaj dobila svoj delež okrog 450 000 evrov. Ostalo seveda smo priložili tudi mi iz občinskega proračuna, tako da imamo zdaj en tak po 10-11 letih, ko smo otvorili tudi kulturni center Semič kot kulturni hram, zopet en kulturni hram na drug način je pač muzejska hiša, ki je sedaj nekako zasijala vse svoje lepoti. Lepo je to, da je ohranila tisto svojo prvobitno obliko, ki kar daje dušo našemu Štefanovemu trgu in brez nje si kar ne moremo tega predstavljati. Na drug način je pa tudi pridih sodobnosti in pa seveda uporabnosti, tako da mislim, da je bil denar lepo naložen in da nam bo res ponos in tudi korist. In ne nazadnje, center Semiča, glavni trg v Semiču, lahko zdaj rečemo, je zelo lepo urejen. Od muzejske hiše do občine, hotela, ki znova živi v Semiču, manjka samo še ena pika na i, to je pa obnova cerkve svetega Štefana, ki se je sicer že začela. Tako je. Sedaj je samo še farna cerkev tista, ki nekako ni zlita s to celostno podobo, ampak vse pelje k temu, da bo tudi farna cerkev dobila novo podobo. V sami notranjosti jo že kar korenito pridobiva. Čakamo na restavriran oltar, ki bo krasil našo farno cerkev in pa seveda notranjost je čisto
prenovljena, predelana, počasi se bo postavljalo na svoje mesto, tako da za Božič verjamemo, da bomo imeli bogoslužje že v tem objektu, v novem objektu. Kar se tiče pa, oziroma prenovljenem objektu, kar se tiče pa zunanjosti, pa računamo, da naslednje leto gotovo bo tudi fasada kot tista pika na i in takrat bomo tudi praznovali pomembno obletnico, zadnje obnove, omembe, se pravi pomembna stvar za Semič, bo pa tudi to en zaključek ureditve našega Štefanovega trga. Tudi privat hiša se še tudi prilagaja temu in bo tudi tam fasada naslednje leto narejena, letos so obnovili streho, tako da potem bodo pa res vsi objekti lepo obnovljeni in vesela sem, da so sredstva, ki jih namenjamo v te namene, pač občina daje subvencijo za obnovo fasad, stavb in prednost imajo pač obnova fasad v tem našem trškem jedru, kajti želimo si, da bi ostal tako lepo urejen, ohranjen in lepo je, da so ljudje to sprejeli in da vsak na svoj način potem tudi ureja, dejansko izkoristi to subvencijo in seveda priloži še velik del svojega denarja. In tako imamo potem vsi nekaj od tega, imamo lep življenjski prostor. Lep življenjski prostor za občane občine Semič in zanimiv za turiste, če sva s tem področjem začeli, pa morda tukaj še nadaljujeva muzejska hiša po kraški učni pešpoti od Lebice do Krupe se podaja vedno več ljudi, zdaj sploh, ko je urejena Brv, imate kaj pokazati. Na drugem koncu sem se spomnila, zima je pred vrati, čeprav te temperature ta teden ne kažejo tega, kaj se dogaja na Gačah. Tako je. Na Gačah se morajo pripravljati takrat, ko je nam vroče, da potem, ko pride zima, je že vse nared. In vesela sem, da so letos v družbi Gače d.o.o. ves čas, celo poletje skrbeli za to, da so tudi že skoraj obnovili sedežnico in da bo v tej sezoni tudi sedežnica delovala, da so poskrbeli, da vse naprave brezhibno delujejo, vse je že nekako pripravljeno. Minuli teden smo bili tudi povabljeni na športni dan na Gačah, se pravi, da tudi športno društvo oziroma smučarsko društvo Gače že tudi lepo sodeluje, pripravlja programe, pritegne ljudi, veliko mladih, da bi Gače vzeli za svoje in bi potem tudi po zimi prišli na smučanje. Kajti, če ne bomo mi obiskovalci prišli, potem tudi Gače ne morejo živeti, ne morejo si povrniti teh stroškov, ki so jih seveda imele ob nakupu naprav in pa seveda ob ureditvi, da je vse tako, kot mora biti, tehnično pregledano, izpravno in tudi varno. Veseli me tudi, da so se prijavili oziroma se še vedno prijavljajo na pač javne razpise, ki jih je možno izkoristiti, da so bili tudi na vseh do sedaj uspešni in da se tudi trenutno pripravljajo na razpis Fundacije za šport in da so tudi nabavili kar nekaj snežnih topov iz teh sredstev in tudi za sedežnico. In to so topovi, ki so bolj zmogljivi, ki potrebujejo, lahko rečemo, višje temperature. Se pravi, takoj pod nulo je lahko že tisto, kar je ob določeni vlagi ugodno in glede na lansko zimo, ki tudi ni bila najbolj ugodna, ampak ker je bilo veliko snega umetnega, se pravi, so ga pravi čas pripravili, je zima oziroma snežni dnevi so bili kar dolgi, preko 50 jih je bilo, če pa bi čakali naraven sneg, verjetno ne bi spravili pod streho niti tedna dni. Tako da, glede na to, da imajo zdaj kapacitete, verjamem, da bodo našli tiste dni in naredili tudi sneg, da bomo lahko smučali in pozivam vse šole, da se res udeležijo, da svoje smučarske dneve športne organizirajo tukaj, kajti če ne bodo naši otroci čutili s tem, potem ne bodo tega prenašali na poznejše rodove in bodo Gače težje preživele. Samo mi smo tisti, ki jim lahko potem vdahnemo tudi dejansko življenje. Občina Semič pa v povezavi z Gačami že načrtuje korak naprej. To pa je ureditev celotne Črmošniške doline, kamor na nek način sodijo, gravitirajo Gače. Tako.
No, mi smo se že lani odločili, da bi izdelali eno idejno zasnovo razvoja Črmušniške doline, ki seveda ne vključuje samo naselja Črmušnice, Srednja vas, ampak zadeva celo Črmušniško dolino, vključno z Gačami, smučiščem in pa s povezavo smučišča do doline, kar je nekoč že ideja bila. Tako da smo želeli združiti vse ideje v neko idejno zasnovo, ki bi jo potem imeli, bi jo lahko dali na mizo, ko bi šli pridobivati sredstva, ko bi iskali tudi partnerje oziroma vlagatelje. In sedaj je ta dokument zasnove že čisto pri kraju, bil je tudi javno predstavljen občanom v Črmušnicah in seveda vsi zainteresirani javnosti. Tako da to je en začetek in ena širša slika tega razvoja, ki pa gotovo ne more biti brez smučišča in pa celoletnega turizma. Kajti Gače tudi že snujejo, pripravljajo vlogo za kolesarski turizem, za gorsko kolesarstvo, za pohodništvo in podobne stvari. Iz izkušenj drugih smučišč se moramo tudi mi kaj naučiti in se res tista fokus dati ne samo v zimo in čakati na ugodne razmere, ampak skozi celo leto. No, v ta dokument razvoja Črmušniške doline sicer ne sodi, ampak za živeče v Črmušnicah je sila pomembna tudi otvoritev v soboto. Vem, da so se dolgo prizadevali, da rabijo mrliško vežico. Uspelo vam je tudi to, tako kot ste obljubili, in soboto boste prerezali trak. Tako. V soboto bomo prerezali tudi ta trak, čeprav mogoče za koga to ni razvojna investicija, ampak je pa pomembna za višanje kvalitete bivanja in ko se človek znajde v situaciji, ko izgubi svoje najdražje, potem mu je tudi zelo mar, kako se lahko v tistih zadnjih trenutkih poslovi od njih. In v tem delu občine niso imeli mrliške vežice, imeli so takšno staro na pokopališču s slabim dostopom, brez večjega parkirišča. In tako je med občani bila želja in pobuda, da se tudi tam zgradi ta objekt. Tako smo že pred leti pričeli, najprej pridobili zemljišča od sklada kmetijskih zemljišč in gozdov in potem pripravili projekt. Lani smo tudi naredili kar nekaj javnih razpisov, nismo bili uspešni, ker so bile ponudbe res tako visoke, da teh sredstev nismo imeli dovolj. No, letos pa nam je uspelo. Za neko vzdržno ceno smo tudi dobili ponudbo in vežica je že pripravljena, en tak lep skupen objekt. Saj si ne želimo, da bi velikokrat rabil, ampak življenje je takšno, da gotovo bo in ko bo potrebno, bodo občani imeli pa res objekt, ki jim bo, upam, dobro služil. Zagotovo pa bodo občani rabili občinske ceste. Kar nekaj 100 metrov ste jih obnovili, uredili, kar nekaj trakov že prerezali, kolikor sem gledala v programu, vse še ne, nekaj še boste. Je veliko teh lokalnih, pravzaprav občinskih cest, ki potrebujejo obnovo. Vsaka stvar ima svoj vek trajanja. Tako je. Naši predniki ali pa ljudje starejši so včasih gradili na veliko ceste, dajali tudi svoj prispevek z denarjem in v naravi, da so pridobili asfalte v svoje vasi. Seveda od takrat je minilo ponekod že tudi 30, tudi več let in veliko cest je potrebnih ponovne obnove, sanacije in tako nekako gremo vsako leto odsek za odsekom, se pravi neko zaključeno celoto si vzamemo, glede na tudi sredstva, s katerimi razpolagamo. In moram reči, da letos smo pa res tako veliko sredstev za preplastitve še kmalu nismo imeli in za obnove na cestah preko 500 000 evrov smo vložili v razna dela. Preplastili kar 3 vasi oziroma ulice. Ulico Pod Vrhom smo že predali svojemu namenu in tam smo sočasno v enem delu obnovili tudi dotrajan vodovod, tako da smo nekako zaključili v tistem delu občine, da ne bomo več posegali, prekopavali. Ljudje so se tudi uredili svoja dvorišča, obnovili svoje hišne priključke vodovodne, tako da smo v tistem delu naredili. Potem na Cerovcu in hribu pri Cerovcu ravno tako, tudi ena velika pridobitev, zaključena celota.
Kar pa nas še čaka, to pa je vas Brezje in pa Nestoplja vas, se je komaj dobro končalo in to bomo v prvem tednu novembra tudi predali svojemu namenu. Drugače pa tudi kar nekaj sredstev vlagamo v sanacije, v modernizacije, v oporne zidove. Letos smo kar 3 velike oporne zidove, take dosti mogočne, naredili v sami Semiški gori, kajti tam je pač teren takšen, da če se že spraviš k temu delu, moraš narediti koristno. Tako da skupaj smo res dali preko 500 000 evrov na naše ceste. Naslednje leto si še ne upam trditi, kako bomo imeli kaj sredstev, ampak gotovo bomo pa tudi potem po nekem prioritetnem vrstnem redu se lotili tudi vsaj enega naselja in ga uredili. No, če že govoriva o cestah, neizbežno vprašanje, ki sem ga že velikokrat v minulih letih zastavljala in ga, nažalost, najbrž bom še nekajkrat. Tretja razvojna os, to je pa cesta, na katero nimate toliko vpliva kot na občinske ceste, pa vendar. Sila pomembna, o tem škoda govoriti, veliko besed je bilo že izrečeni. Kaj novega se dogaja na tem področju? No, za odsek od avtoceste do Revoza imamo že skoraj gradbeno dovoljenje, imamo že sredstva, oziroma jih ima država in tudi nameravamo oziroma želimo, da bi se z gradnjo čim prej pričelo, nekako predvidoma konec tega leta ali v začetku naslednjega. Nas pa bolj potem skrbi tudi nadaljevanje tega, kajti ta del bolj ureja obvoznice oziroma te prometne tokove v okolici Novega mesta. Mi pa si želimo, da bi prišla čim prej skozi predor v Belo krajino do Malin. In tudi tukaj se aktivnosti pospešeno dogajajo, imamo nosilca, to je Dars, in ta nosilec nam skoraj mesečno poroča na skupnih sestankih odbora za spremljanje aktivnosti tretje razvojne osi, ki ga vodi občina Črnomelj. In trenutno se pripravlja tudi projektna dokumentacija v tej smeri, vse kar je potrebno tudi glede odkupov zemljišč in podobno, tako da ta del bomo projektno imeli obdelan, seveda zanj še trenutno zagotovljenih sredstev nimamo. Ja, to je ravno tisto. Vlada je potrdila nedavno poroštveni zakon, ki bo šel naslednji teden v parlament, ampak v tem poroštvenem zakonu je samo prvi odsek do Revoza, kot rečemo, in na drugem koncu Koroška od Velenja do Slovenj Gradca, Bele krajine ni. No, ravno zato smo tudi naslovili pač zahtevo in aktivno pismo do naše ministrice za infrastrukturo. Želimo tudi skupen sestanek. V začetku novembra so nam ga dodelili oziroma nam dali termin, na katerem bi se pogovorili tudi o tem, kako se bo nadaljeval ta del in pa tudi o tem, kako se bodo vlekle oziroma peljale aktivnosti na drugem delu. Od Malin naprej pač želimo, da država čimprej določi nosilca te investicije, ki bi pričel z aktivnostmi za odkup, projektiranje in podobno, za stično točko z Republiko Hrvaško in podobno. Tako da si obetamo ob tega obiska, ki smo ga že večkrat želeli z ministrstvom, pa se nekako ne najdemo, imam občutek, da se tudi nekoliko izmikajo, da bomo končno tudi skupaj z regijo, regionalno agencijo dosegli ta dogovor in pa skupen sestanek tudi glede tega, kako bo glede financiranja odseka, ki se že projektira do Malin. Bo najbrž treba biti glasnejši, tako kot so Korošci. Najbrž, če ne drugače, bomo morali tudi mi strniti vrste pa dvigniti glas. Županja, predlagam, da tukaj postaviva piko, da ta prvi del današnje oddaje končava, kajti na vrsti je rubrika Županjin gost. Županja, v tokratno oddajo ste povabili direktorico Kulturnega centra Semič Ireno Plut, ki želim dobrodošlico v našem studiu, ampak moram povprašati najprej županjo, zakaj takšna odločitev? Zato, ker je Kulturni center Semič pač deluje
na našem območju že dobrih 10 let, na kulturnem, na turističnem, mladinskem in nasploh odlično deluje. Veliko se dogaja v kulturnem centru in to je gotovo tudi zasluga vodstva. In ker smo letos prepoznali kulturni center, da si zasluži tudi najvišje občinsko priznanje, se mi je zdelo prav, da tudi na nek način sama direktorica pove, kako delujejo in kako se vklapljajo v to regionalno belokranjsko zgodbo. Lepo. Direktorica Irena Plut, že 5 let vodite kulturni center Semič in zelo dobro se spominjam, ko ste podali poročilo na seji občinskega sveta o delovanju kulturnega centra. V zadnjem obdobju ste postregli zelo zanimivimi podatki, zato verjamem, boste tudi danes, pa tudi sicer, kulturni center Semič, to mirno lahko rečem, je postal prepoznavna kulturna ustanova ne le v občini Semič, ampak v celotni Beli krajini, pa tudi z druge strani Gorjancev pride kdo na kakšen kulturni dogodek. Kako vi gledate na to 5-letno obdobje, odkar vodite kulturni center? Ja, res je. Prvih 5 let mojega oranja ledine v javni upravi je za mano. Bila je kar velika sprememba, prihajala sem iz gospodarstva, ki mi je dala kar veliko, bom rekla, neke dobre popotnice, da se lažje znajdem na tem področju, čeprav govorimo pa o popolnoma drugih zadevah. Tudi moja predstava o tem, kako to funkcionira, je bila v začetku čisto drugačna. No ja, kot pravite, tudi rezultati kažejo, mislim, da nam je s to majhno ekipo kar veliko uspelo v teh 5 letih. Samo 3 smo zaposleni, to velikokrat poudarim, ampak sem vesela, da so občani, da je občina, da je tudi občinski svet prepoznal, da delamo dobro, da si zaslužimo še kakšno dodatno podporo, še kakšnega zaposlenega, kar bomo zagotovo uresničili že takoj v prihodnjem letu. In ja, veliko stvari se je dogajalo že prej, moram reči, seveda prva 5-letka je tudi orala ledino, da sem imela neke temelje, na katerih smo potem skupaj z še 2 zaposlenima, s tehnikom Istokom in za Tanjo, ki dela veliko tudi na turizmu, uspeli, da privabljamo v Semič zanimive nastopajoče, zanimive vsebine za naše obiskovalce. In vesela sem in bil je tudi moj cilj, pa mislim, da je bil tudi cilj občine nekako v začetku, ko so gradili ta center, da to postane belokranjski center. In kot ste omenili, prihajajo res ljudje iz cele Bele krajine, še posebej pa smo veseli, ko pridejo tudi iz druge strani Gorjancev, pa ne samo iz bližnjih, bom rekla, bližnjih naselij Gorjancev, Trebnje, celo Beltinci, moram reči, celo Ljubljana, Gorenjska. Res sem vesela, da se glas širi. Ampak seveda je to rezultat nekega dela zagotovo. Kajti, če pripelješ tudi vsebine od drugod, pomeni, da pridejo tudi obiskovalci od nekje drugje, pogledati neke svoje, ki izvajajo neke vsebine v Semič. In s tem zapisujemo Semič, ne samo kulturni center, ampak Semič na en pomemben turistični, kulturni zemljevid v Sloveniji. Naša, kot je županja že prej povedala, so dejavnosti, ki jih pokrivamo tako kultura kot turizem, šport in mladina. In se pravi, če malo probamo zaokrožiti vse skupaj, nam počasi, po korakcih, kot pravim, s 3 zaposlenimi, le neke premike skušamo narediti. Ja, le 3 zaposleni, to moram poudariti, pa zelo veliko, široko področje, ki ga pokrivate, veliko dogodkov, ki se vrstijo v samem kulturnem centru. Zdaj boste imeli tudi na področju turizma več možnosti za delo, ne bo sodoben samo kulturni center, ampak tudi prostori Tica. Ja, prav veseli smo, namreč turistično-informacijski center oziroma pisarna našega Tica, ker kulturni center pokriva tudi turizem, spada pod okrilje kulturnega centra, je dobila nove prostore v omenjeni že novi pridobitvi Semiča, to je v muzejski hiši Prizidku, ki je sodobno zasnovan.
prijazen tako vsem obiskovalcem, tako mladim, starejšim, kot tudi gibalno oviranim, bo pisarna Tica in z današnjim dnem Tic uradno začenja v teh prostorih s svojim delom, tako da vabim vse občane in vse ostale turiste, obiskovalce Semiča, da si tam naberejo svojih informacij za sebe, si lahko hkrati ogledajo tudi muzejsko hišo. Seveda še naprej bo Tic tudi prodajal vstopnice za prireditve v kulturnem centru in kot sem pa že prej omenila, seveda povezoval celo občino in Belo krajino, kajti samo Semič v turizmu premalo pomeni, in dajo informacije vsem turistom. No, na tem mestu mislim, da je prav, da se pohvalite malo. Nedavno ste prejeli kar zavidljivo, laskavo priznanje, če že govoriva o tem področju turizma. Ja, res, prav veseli smo bili, da so nas izbrali v turistični patrulji kot eno izmed 14 destinacij letošnje poletne turistične patrulje. In obiskovalca v Semiču sta bila tako navdušena, da sta nam dodelila od 100 kar 97 točk in smo tako zasedli prvo mesto. Prav veseli smo, mislim, da je to tudi ena potrditev dela, pa ne samo turistično-informacijskega centra, daleč od tega, ampak vseh, ki se trudimo na turističnem področju in ponudbi v Semiču in Beli krajini. Irena Plut, pred nami je zimsko obdobje, ko še toliko več časa, dolgi so večeri, namenjamo kulturi, radi poiščemo kakšen kulturni dogodek. Kaj pripravljate za to jesen, za to zimo, ki je pred vrati? Kot ste omenili, tako je, prihajajo ti dolgi večeri in enkrat še na začetku moje poti v kulturnem centru sem rekla, vaš prosti čas je naša priložnost. Zato se trudimo, da pripeljemo in bomo pripeljali v tej sezoni 2019-2020 vsebine tako na različne glasbene okuse, za različne gledališke okuse. Seveda podpiramo v veliki meri društva, delovanje naših društev, ne samo semiških, tudi ostalih, ki želijo ali kakšne svoje letne dogodke ali kakšne svoje obletnice obeležiti za širše občinstvo in potem v naših prostorih najdejo možnost, da to izvedejo in se trudimo pomagati jim na različne načine. Mogoče pa posebej pa le moram omeniti eno zadevo, ki me zelo veseli. Kulturni center prevzema tudi, se bo podpisal tudi pod producenta. Namreč v Semiču bomo konec letošnjega leta imeli prvo tamburaško opero na svetu. In prav vesela sem, da se je kulturno društvo oziroma tamburaška skupina Dobreč z njihovim odličnim mojstrom in vodjem Gregorjem Zagorcem lotil te res zahtevne zadeve. Je že postavljen datum, verjetno bi bilo dobro vstopnice pravočasno kupiti. Ja, moram povedati, tudi z vašo pomočjo medijev se že glas širi o tej predstavi in ljudje so kar nestrpni, že kličajo za vstopnice, ampak nekje tam od sredine novembra jih bomo pa tudi res začeli prodajati. Mislim pa, da si bomo lahko vsi obiskovalci ogledali to predstavo, kajti premiera bo 29. decembra. In potem nadaljujemo vse do 10. januarja predstave tako v večernih kot in v dopoldanskih časih. Seveda bojo datumi pravočasno objavljeni in kot sem rekla, nekje od sredine novembra naprej pa bojo prodaji tudi vstopnice. Kot sem že prej omenila, velik zalogaj, namreč dirigent Dobreča je tudi avtor vse glasbe, ki je zasnovana nekje tudi na belokranjski legendi, vsebina na belokranjski legendi in tudi sama glasba nekje je temelji delno tudi na belokranjskem izročilu. Libreto za to je napisala Nina Novak, medtem ko za scenografijo pa bo poskrbela Zagorčeva soproga. Tako. Nastopilo, če še lahko to dodam, na našem odru bo nastopilo kar 85
sodelujočih v tej predstavi, 40 glasbenikov, ostalo pa solisti, pevci, plesalci. Sodelovala bo skoraj cela Bela krajina z društvi, z zavodi in seveda solisti iz tujine. Namreč prihajajo razen iz Slovenije tudi iz Italije, Hrvaške in Srbije. Ja, dogodek, s katerim boste veličastno zaključili leto 2019, seveda še vrsto drugih prireditev, dogodkov, koncertov, predstav načrtujete v tej zimi, vseh ne moremo sedaj omeniti, verjetno je dobro spremljati kakšno vašo spletno stran, zagotovo pa eden pomembnejših prvih dogodkov, ki je pred vrati, je pa praznovanje jesene in martinovanje. Seveda, brez tega Belokranjci le ne moremo, ne? Praznovanje jeseni smo letos in martinovanje raztegnili na 2 vikenda, običajno to združimo nekako v enega, ampak letos smo se odločili, da malo zadeve razdelimo. Začnemo že 9. novembra z Martinovim pohodom, sedaj že tradicionalnim. Potem pa nadaljujemo en teden pozneje, oziroma med 15. in 16. novembra. Takrat pa bo pravo martinovanje z degustacijami, z predstavami, z delavnicami, razstavami, tržnico in seveda ne sme manjkati tudi podelitev šampionov in priznanj za naše pridne vinogradnike. In ne sme manjkati dobra volja, zabava, glasba, ki sodi k martinovanju. Seveda. Irena Plut, direktorica Kulturnega centra Semič, čestitam vam in vašemu kolektivu, vam trem, bi rekla, ki ste tudi slavljenci ob letošnjem občinskem prazniku, kot je že županja povedala, dobitniki plakete občine, in želim obilo uspeha pri nadaljnem delu. Radi pridemo v Kulturni center Semič, se Belokranjci rečemo, končno imamo vsaj eno takšno kulturno ustanovo v Beli krajini. Hvala lepa za lepe želje in seveda vabljeni še naprej v naš hram kulture Belokranjski, če tako rečemo. In mislim, moje mnenje je, da eden kar zadostuje za nas, vse Belokranjce. Ni nas tako zelo veliko, da bi jih še več potrebovali. Mogoče pa kakšno drugo stavbo pa potrebujemo v Beli krajini. A o tem morda kdaj drugič. Za danes hvala lepa. Županja, vi pa le ostanite z menoj v studiu. Ostalo mi je še kar nekaj vprašanj, ki vam bi jih rada zastavila. Tako, nadaljujemo z oddajo Pokličite župana oziroma županjo in v našem studiu še vedno gostimo županjo občine Semič, Polono Kambič. Če se navežem na vašo gostjo Ireno Plut, ki nas je zapustila, resnično lahko ste kot županja ponosni na delovanje Kulturnega centra Semič, ne le na lepo stavbo kot takšno, ki jo imate v Semiču. Seveda, ponosni smo na ekipo Kulturnega centra Semič, samo 3 pa imajo res veliko pokazati, ogromno dogodkov, kar okrog 320 baje se jih je zvrstilo v zadnjem letu in 21 000 obiskovalcev ni malo za takšen majhen kolektiv, tako da si to plaketo gotovo zaslužijo vsi 3. Kajti brez njih bi težko spravili pod streho prenekateri lokalni dogodek, pa tudi regionalni dogodek. Kajti takrat, ko smo ta kulturni center snovali, smo ga snovali kot objekt regionalnega pomena in vedno bolj se nekako gremo k temu cilju, kar nas to tudi zelo veseli. Ja, pa o dobitnikih, o drugih dobitnikih občinskih priznanj bova tudi še kakšno rekli, ampak predlagam, da sedaj nadaljujeva na drugem področju. Seveda, kultura je tesno povezana tudi z gospodarstvom, kajti vse skupaj se prepleta z denarjem. V sklopu občinskega praznika ste se sestali z obrtniki in podjetniki v vaši občini in kaj porečejo?
No, vsako leto v sklopu praznovanja občinskega praznika jih nekako povabimo, da slišimo tudi z njihove strani neko povratno informacijo, da se nekoliko podružimo. Že nekaj let kar na takšen neformalen način, poimenovali smo ga Zajtrk z županjo, ker se nam zdi, da takrat bolj stečajo besede, da se lažje jeziki razvežejo, da se lažje tudi pove, kar se imamo povedati. Pripravili smo jim tudi nekaj zanimivih podatkov o stanju gospodarstva v naši občini in pa tudi o inovatorstvu, ki ga občina podpira na nek drug način. Nekateri so se tega denarja že poslužili, da so prijavili svoje inovacije in smo želeli pridobiti njihovo mnenje, kaj si mislijo o tem novem načinu, ki ga je predlagal Razvojni center, da bi pač povedali svoj problem in bi potem ekipa delala na tem problemu in ustvarila neko novo inovacijo. Ampak glede na to, kako je utrip med našimi podjetniki, smo dobili nazaj nek občutek, da so to v glavnem majhni podjetniki, ki morajo hitro reagirati in so inovatorji skoraj vsak dan, kajti če hitro ne najdejo rešitve, potem izgubijo kupca in potem tiste inovacije, včasih tudi kateri imajo čas, prijavijo in dobijo kakšen evro povrnitve, tako da se nam je zdelo, da kar ohranimo ta starejši način. Seveda so veseli tudi pridobitev v naši industrijski coni, ki se nekako lepo razvija, lepo se širi, sploh kar se tiče infrastrukture in njenega izgleda. Pa tudi to, da smo v letošnjem letu ponovno pridobili nova zemljišča, jih prodali, 3 nove gradbene parcele so prodane, kar 11.000 kvadratnih metrov in sedaj po pogodbi morajo pač naši podjetniki pripraviti vse potrebno in ob letu upam, da bomo že lahko videli kakšen objekt od teh 3 parcel, da bo tam tudi stal. Tudi dostopna cesta v novem delu se bo uredila, sedaj pridobivamo gradbeno dovoljenje ravno v teh dneh in naslednjem letu v proračun seveda moramo uvrstiti to komunikacijo, da bo potem omogočala normalno delovanje, normalno gradnjo in vse, kar je potrebno. Tako da vsako leto kakšen kamenček dodamo v ta mozaik, naslednje leto ali pa v prihodnjih letih ponovno pridobitev kakšnega ali veliko kvadratnih metrov novih zemljišč, ki jih bomo ponovno dali na razpolago našim podjetnikom. Kajti, ko jih obiskujem tako januarja vsakega leta, da malo tudi nekako osebno se pogovorimo, da slišim iz prve roke, kako so zaključili leto, kakšne imajo plane za naprej, se tudi vedno pogovarjamo o njihovih potrebah po širitvi in podobno, tako da je kar nekaj interesa še med našimi podjetniki, za neko daljše obdobje bodo tudi potrebovali nove površine. To pa so nova delovna mesta in tega si želimo. Ja, brezposelnost pa ni visoka v Semiški občini. Trenutno je najnižja po letu 2008, to je 11,9%. Veliko je med temi nezaposlenimi tudi ljudi, ki so trajno nezaposljivi in pa ljudi, ki so starejši in so mogoče na čakanju. Veliko jih tudi Iskra da na ta način, da pričakajo svojo upokojitev. Nekaj pa je seveda tudi takšnih, ki nimajo dela, ampak kot smo videli iz poročila, veliko je tudi dnevnih migracij delovnih, veliko je pa tudi takšnih, ki jih nam pridejo in iz drugih občin, tako da se nekako pogliha in res zaenkrat ne čutimo kakšne hujše krize, kar se tiče brezposelnosti. V občini pa tudi veliko delate na področju mladih. Želite si, da ostanejo v občini, da tukaj delajo ali pa delajo kje drugje in se vračajo. Veliko pozornosti dajete mladim. Tako, mi si ne želimo, da bi bili spalna občina, ampak da bi pač bila občina, v kateri ljudje bivajo in v kateri imajo tudi svoje delovne nazadnje. Zato se tudi trudimo okoli naše industrijske cone. Seveda tam nimamo vseh delovnih mest, ki bi jih sedaj zelo izobraženi mladi tudi potrebovali, zato se veliko tudi vozijo v druge kraje. Mi jim pa želimo stati ob strani z drugimi pomočmi, subvencijami. Tako ob rojstvu otroka subvencioniramo že vrsto let, potem tudi ob prvem reševanju stanovanjskega problema in namenjamo določena sredstva, da si lažje uredijo svoj bivanjski problem.
Poskrbimo tudi, da je vrtec odprt do 5 in tudi že zjutraj, da lahko oddajo pravočasno in pridejo še na delo, mogoče celo do Ljubljane in nazaj. Subvencioniramo in pomagamo jim tudi, če imajo kredite, da jim še dodatno znižamo za 10% njihovo ceno, ekonomsko ceno, ki jo pač plačujejo za vrtec, se pravi, poleg zakonske olajšave še dodatno, če imajo kredit. Tako da se trudimo na različne načine, da bi mladim jim dali kar najboljše pogoje bivanja v naši občini. In veseli me tudi to, da smo letos ustanovili odbor za mlade, ki lepo deluje, lepo je začel te osnovne korake, ki že snuje tudi pripravo strategije za mlade, ki bi bila osnova potem in tudi nek izvedben načrt za naš občinski proračun v naslednjih letih, da bi dali mladim tisto, kar potrebujejo. Mladi, mogoče naša komunikacija ni najboljša in to si tudi upamo, da bo ta strategija prinesla nove načine komuniciranja. Tudi ta odbor, ki že deluje, nekako deluje po teh socialnih omrežjih z mladimi, tako da bi dobili čim več informacij, kaj si želijo, kaj potrebujejo in bi to tudi potem vpeli v strategijo, ki pa jo bojo pripravljali mladi. Nikakor ne bo to delal nekdo tretji. Ob budnim očesom oziroma spodbudo pa bo v ozadju držal Urad za mladino, s katerim smo tudi že imeli sestanek, se pravi na nivoju Republike Slovenije, ki je pripravljen pomagati z izkušnjami, na različne načine. Tisti, ki pa bodo to pisali, dejansko pa bodo mladi in takrat verjamemo, da bo strategija ta prava. Na eni strani mladi in skrb za mlade, na drugi strani pa skrb za starejše. V Semiču ste sicer odstopili od ideje pred leti gradnje doma starejših, pa vendar na druge načine dajete velik poudarek skrbi za starejše. No, na nek način smo mogoče odstopili od tega klasičnega doma starejših, ker je bila pač mišljena enota doma, ampak nismo še dokončno vrgli puške v koruzo, še vedno iščemo kakšne druge načine varstva starejših, ki bi jih lahko pripeljali v naše kraje in ravno na naslednji seji občinskega sveta bomo nekako proučili vse možne načine, ki so trenutno veljavni, tudi z vidika zakona o dolgotrajni oskrbi, ki naj bi končno nekako zdaj v jeseni prišel iz predalov in mogoče tudi celo zaživel, da nam bo dal neko usmeritev. Ampak do takrat moramo mi poskrbeti za naše starejše in verjamem, da po svojih najboljših močeh to tudi delamo s pomočjo starejšim na domu, skupaj s Centrom za socialno delo, ki moram reči, to delo opravlja samo še do konca tega leta, potem pa bo prevzel to dejavnost Dom starejših občanov Črnomelj. Dokumentacijo oziroma pravne podlage že pripravljamo, vendar moram poudariti, da se za naše uporabnike ne sme in ne bo nič spremenilo, da tudi ne bo dražje in nič nobenega preplaha ni potrebno. Tudi zaposleni bodo prišli na novega delodajalca, se pravi, da bo na terenu to skoraj ostalo nespremenjeno. Kar pa je novega, pa je naš občinski šofer, moj šofer, ki pa že od maja meseca skrbi za to, da z občinskim avtomobilom in s prostovoljci Društva upokojencev Semič prevažamo naše starejše občane po opravkih, pač tam, kamor nujno potrebujejo, k zdravniku, da si urejejo upravne zadeve ali celo v trgovino po tisto najnujnejše. In lepo se je stvar prijela, lep odziv. Koordinatorstvo tudi vršijo naši upokojenci, predstavnica upokojencev in zaenkrat se lepo teče. Občina poskrbi, da je avto izpraven, da je napolnjen z gorivom, da je vse v redu, ljudje oziroma upokojenci pa potem tudi vozijo in koordinirajo, da najdejo pravega voznika in da povežejo eno in drugo stran. Tako da zaenkrat smo res zadovoljni. Če bo treba kaj pokorigirati, pa mislim, da še bomo. Nekaj je tudi dobre prakse že pri drugih občinah, ampak vsak pa doda nekaj specifičnega, tistega svojega.
No, če se dotakneva še enega področja, ki mu boste morali v prihodnjih letih zagotovo namenjati še pozornost, to je izgradnja kanalizacije. Vodovod ste pripeljali v minulih letih do vseh vasi, do vseh zaselkov. No ja, kje kakšno cev je treba še zamenjati, ampak kanalizacija bo pa ne le v občini Semič, tudi v vseh drugih občinah še velik zalogaj. Tako je. No, moram reči, da smo, kar se tiče vodovoda, javnega vodovoda, preskrbljeni kar v 99% na območju naše občine. Kljub temu pa kar nekaj denarja tudi vlagamo nazaj v obnove, ker nekateri so že stari, dotrajani. Tako da smo letos preko 230 000 evrov vložili v ponovne obnove, kot sem že dejala, v ulici Pod Vrhom smo se lotili, pa potem med Vinogradi in pa v Taborski ulici v Semiču. Zraven tudi obnavljamo hišne priključke, tako da v tisti konec se več ne bi smeli nekaj časa vrniti. Kar pa je stvar, ki pa jo še nimamo pokrito v skladu z operativnimi programi, ki jih je postavila država, pa je seveda kanalizacijsko omrežje in pa čistilne naprave. Čeprav imamo kar nekaj že urejenega, pa tudi veliko projektov pripravljamo, pa nažalost so to kar težki linijski projekti, ki zahtevajo veliko sredstev, vendar teh pa več država ne razpisuje, ravno tako Evropa tudi ne. In nekako nimamo ustreznega denarja, da bi se lotili recimo celih vasi, ampak tako odsek po odsek vsako leto kakšnega uredimo. Seveda pa si na regiji prizadevamo, da bi do države dosegli da bi država usmerjala oziroma pridobivala tudi mogoče evropska sredstva, ko se pogaja z Evropo, še za tiste kanalizacije pod 2000 populacijskih enot, kar Evropa seveda več ne financira. Mislimo, da je tu na državi, da bi ta sredstva nujno morala še pridobiti, kajti nismo edina občina, ki tega še nimamo urejenega. Gotovo so tudi druge občine takšne. Subvencioniramo pa tudi obnovo teh oziroma postavitev teh priključkov za tiste, ki nekako imajo v bližini hrbtenično omrežje in pa postavitev malih čistilnih naprav, da tudi na ta način poskušamo čim več ljudi spraviti v ta nov program, ki si ga je zadala naša država, ampak res gre za velika sredstva. Ne bo nam uspelo do leta 2021. Gotovo ne. Je že pred vrati, leto 2021. Tudi nama ne bo uspelo več dotakniti se še kakšnega področja. Sprehodili sva se po večino področji življenja in dela v občini Semič in končajva tam, kjer sva začeli, z občinskim praznikom. Osrednja proslava, ki jo pripravljate v kulturnem centru, bo v ponedeljek 28. in tam boste podelili tudi občinska priznanja. Slišali smo, eden od dobitnikov plakete je Kulturni center Semič, kaj pa drugi dobitniki? No, podelili smo 2 plaketi, oziroma jih bomo letos podelili. Drugi dobitnik pa je gospod Anton Kastelec. To je gospod, ki je v resnici cimerman, ampak je pokazal veliko srce v nedavnem požaru, ki je divjal v njegovi vasi, ko je opustošil skoraj gospodarsko poslopje in bila je pod vprašanjem tudi varnost celotne vasi. In takrat se je res nesebično razdajal in vas ga je predlagala za pridobitev oziroma za podelitev tega pomembnega priznanja in komisija je temu soglasno pritrdila, tako da eden izmed teh dobitnikov bo tudi gospod Anton Kastelec za te svoje res nesebične podvige. Podelili pa bomo tudi še 2 diplomi. Gospod Štefan Rauh bo prejel diplomo za večletno prostovoljno delo v raznih društvih v naši občini in pa seveda pohodniška skupina Tempo, ki slavi že 10-letnico svojih pohodov in podvigov, kot je, ne vem, v enem dnevu skoraj na Triglav večkrat in tudi v Piran pa Tuzlo, se mi zdi, v glavnem na veliko takšnih... Spodbujajo to hojo, tudi bosi na Mirno goro. Tudi bosi na Mirno goro, pa se nam je zdelo prav, da tudi njim podelimo neko spodbudo in tudi neko priznanje, kajti so promotorji naše občine s tem, ko
lahko naredijo kakšen podvig, potem gotovo o tem govorijo tudi drugje in to je seveda tudi občina Semič. Seveda so vsi občani vabljeni na prireditev ob občinskem prazniku, na osrednjo proslavo. Županja, jaz se vam zahvaljujem za izčrpne odgovore, čestitam za vse doseženo v občini Semič in seveda čestitam vam, kakor tudi vsem vašim občanom ob občinskem prazniku. Hvala lepa. Tudi jaz izkoriščam to priložnost in res iskrene čestitke vsem občankam in občanom, kajti veliko smo naredili in gotovo je, da smo lahko ponosni na svoje delo in na naš občinski praznik. Zato ga praznujemo ponosno in pokončno in pridimo, zaploskajmo tistim, ki smo jih letos izbrali za najvišja občinska priznanja. Lepo vabljeni. Hvala lepa vam in hvala lepa za pozornost vam, dragi gledalke in gledalci. Želim vam lep preostanek večera, seveda v družbi vašega kanala.